Lep pozdrav, moje ime je Miran Peterman in sem energijski trener za uspeh. Danes bi rad odgovoril na vprašanje, kaj storiti, ko nimate energije. Danes dopoldne sem se pogovarjal z gospo preko Facebooka in pravi gospa: "Glejte, Miran, enostavno ne razumem. Že več kot 4 leta delam na sebi, pa sem popolnoma brez energije." Ok, glejte, popolnoma razumem. Ogromno ljudi dela na sebi, ogromno ljudi obiskuje delavnice, obiskuje, razne coachinge, gleda, spremlja stvari na YouTubu, celo meditira, pa dejansko čutijo, da nimajo dovolj energije. In poglejmo, prva stvar, ki moramo razumeti, je, da obstajata dve vrsti energije. Eno je življenjska energija in drugo je kreativna energija. Življenjska energija je energija, da začnemo na začetku. Ljudje se rodimo z določeno količino energije, življenjske in kreativne. In v toku našega življenja to energijo porabljamo. Nekaj energije dejansko lahko regeneriramo, nekaj pa jo ne moremo oziroma bistveno težko. Življenjska energija je tista energija, ki je potrebna za naše življenje, za našo eksistenco, in to energijo na nek način regeneriramo z spanjem, regeneriramo jo s hrano, z meditacijo. In to je v bistvu energija, ki je potrebna, da smo, da živimo, da funkcioniramo. Ko smo fizično utrujeni, vemo, da je treba počitek, da je treba spanje, da se je treba regenerirati. Včasih se pogovarjam s kakšno gospo, ki je toliko utrujena, pravi: "Miran, glejte, če bi imela 14 dni dopusta, bi samo potrebovala, da dejansko se malo zregeneriram, da pridem k sebi." Ampak življenjska energija je kot sem rekel, potrebna za življenjske rezultate. Potem pa je še kreativna energija, na nek način to je naša seksualna energija, ki je del porabimo za seksualne aktivnosti, drugi del pa transformirana je naša energija, ki je potrebna za naše rezultate v življenju. To pomeni, da ne glede na to, koliko imamo nekega znanja, koliko imamo nekih informacij in koliko imamo življenjske energije, če nimamo kreativne energije, potem ne moremo dejansko zmanifestirati rezultata v našem življenju. Dostikrat srečujem ogromno ljudi, ki dejansko čutijo: "Glejte, se dobro počutim, sem nekako vitalen, ampak stvari mi ne grejo v življenju." In razlog, ko nam stvari ne grejo v življenju, poleg seveda razlogov je lahko več, nečesa ne razumemo, nečesa ne vemo, nečesa ne znamo, ampak bistveni razlog, ki je večinoma za ljudmi, ki jih jaz srečujem, je pomanjkanje kreativne energije. In pri kreativni energiji je problem, da jo je zelo težko regenerirati. Vi lahko delate, včasih srečam ljudi, ki rečejo: "Miran, moja meditacija je delo na vrtu, hodim v gore, hodim v gozdove." V redu, vse je to super. Ampak morate nekaj razumeti. Življenje v tem trenutku, v času, v katerem živimo, v letu 2019, ne vem, kdaj zdaj gledate ta video, mogoče če nekdo 2035 gleda, so lahko stvari že vse bistveno drugačne, ampak življenje je zelo naporno, zelo, hitro, stresno. In v tem času, če hočeš ti preživeti, če hočeš ti resnično, se regenerirati, potem je dejansko včasih spanje, hoja po gozdu enostavno premalo. Seveda se lahko regeneriraš, če bi lahko spal, glede na naporen tempo, s katerim dejansko funkcioniramo. Bi se lahko regeneriral, če bi spal vsak dan 12 ur, če bi meditiral po 4 ure. Če bi šel na sprehod, recimo, pridete, ste v službi, stres na delovnem mestu, pritiski, dejansko hitrost, vse skupaj je nora scena, rečemo temu. In potem pridete domov in potem morate biti popolna mama, popolna partnerka, biti motivirana, imeti energijo za pospravljanje, za delo z otroci, za šolo, da neham naštevati. In če hočete iz tega vašega poslovnega okolja se regenerirati, se obnoviti, potem greste lahko na sprehod.
Ampak problem je v tem, da nimate časa, da bi bili 5 ur v gozdu, da bi bili 10 ur na sprehodu, da bi bili, 6 ur v gorah, ali pa da bi delali 4 ure na vrtu. Mogoče, glejte, nekateri ljudje pač imajo samo službo in vrt, okay, to je druga zgodba, pač nimajo nekega socialnega, kreativnega in drugačnega življenja. Ampak razumete? To pomeni, da obstajati mora tehnika, ki je močnejša, ki je hitrejša, ki dejansko bolj funkcionira. In ta tehnika je energijski pretok. In za tiste, ki se ga želite naučiti, ste dobrodošli, me kontaktirate, ampak to je treba natrenirati. To zopet ni nekaj, kar se lahko sam naučiš. Seveda je to nekaj tudi, kar se lahko sam naučiš. Ogromno ljudi se nauči fakulteto sam, ogromno ljudi se nauči prodajati sami, ogromno ljudi se nauči vsega sami. To smo pač Slovenci, smo navajeni, da moramo vse sami. Ampak v bistvu drugače je pa treba, da vam nekdo pokaže, da vas korigira, da vas da v pravo frekvenco in s pomočjo tega energijskega pretoka potem se naučite energijo posrkati, energijsko napolniti, energijsko pozdraviti in energijsko regenerirati. V nasprotnem primeru je pa dejansko seveda ena opcija je, da gledate, kje vam energija odteka, ker več kot imate stresa, več kot je pritiskov, hitrejši kot je tempo življenja, bolj vam zagotovo energija odteka. To je dejstvo. In zagotovo ogromno lahko pripomore meditacija, ogromno lahko pripomore gledanje pozitivnih motivacijskih videov, ukvarjanje s športom, da se preznojimo, potem v bistvu branje knjig. Vse te stvari zagotovo ogromno pripomorejo. Poleg tega pa dejansko moramo gledati, kje nam ta energija odteka. To pomeni, kaj delamo, ali delamo stvari, ki nas veselijo ali nas ne veselijo, s kakšnimi ljudmi se družimo, v kakšnem okolju se nahajamo, v kakšnem prostoru živimo, vse, kje bivamo, kako funkcioniramo, kje smo. In to vse tukaj, ko pogledamo, potem vidimo, ok, tukaj izgubljam energijo, tukaj mi odhaja energija. Ko sem v odnosu z tem človekom, potem vedno, ko grem, vedno, ko grem k neki prijateljici na obisk, ugotovim, da pridem nazaj vsa utrujena. Okay. To pomeni, da je treba zmanjšati obiske pri tej prijateljici, ali pa malo hitreje, ali pa tako naprej. Sorodniki, kjer so neka stara sporočila. To je v bistvu, kar lahko naredite. Ampak dejstvo je, tako kot sem rekel, nažalost, ali pa na veselje, pač tako je svet ustvarjen, da dejansko se rodimo z določeno količino, določeno kapaciteto energije, eni več, eni manj, in to energijo porabljamo. In to je dejstvo, in sedaj bom rekel, če nimamo tehnike, s katero lahko to energijo regeneriramo, potem pač se poslužujemo vseh teh ostalih, obstoječih zadev, drugače pa, tako kot sem rekel, je pač nujno, da se naučimo tega, da se naučimo energijskega pretoka, sprejemati energijo in tako naprej. Tako da, glejte, dejansko v življenju, če hočemo rezultat, moramo razumeti, da za rezultat potrebujemo znanje in energijo. Samo znanje, sama informacija je enostavno premalo. Čeprav v bistvu tudi, če gledamo sama informacija, jaz imam toliko informacij, da se ne znajdem včasih, dejansko sploh ne vem kaj, kako se neko stvar lotiti. Preveč je nekih enih stvari, recimo nekih poslovnih, bom rekel, nekih načinov, kako bi se neke zadeve, kako bi posel razvijal, kako to, in seveda je bistveno lažje, bistveno hitrejše, da nekoga vpraša. Tako da v bistvu, če ste slučajno brez energije, če čutite, da ste utrujeni, da dejansko so stvari drugače, kot so prej, da ne zmorete več vsega, ampak nekako fizično tudi se še v redu počutite, ali pa če še to ni, ker morate vedeti eno stvar, smo rekli, za rezultate potrebujemo kreativno energijo. Če kreativne energije nimamo in če hočemo imeti rezultate, gre ta dejansko rezultat na ceno naše življenjske energije in potem se tukaj še povečuje naša utrujenost, se povečuje, potem se stopnjuje v izgorelost in tako naprej in tako naprej. Tako da, drage moje, dragi moji, dejansko dajte te stvari resno vzeti, naredite nekaj za sebe,
naredite ta korak, naučite se tega energijskega pretoka, dejansko na ta način. Jaz osebno sem si rešil življenje, meni se je celotna posel, partnerstvo, vse stvari so se mi spremenile popolnoma, ne? In tako, ker pač bom rekel, to je vaše življenje, za vaše življenje se morate boriti. Tako da želim vam en čudovit dan, naredite čim več čudovitih odločitev za sebe, za svojo prihodnost, za svojo energijo, ostanite v dobri energiji, ostanite čudoviti in vas do naslednjič pozdravljam.